Zdaj smo pa čist zabredli v teme, za katere pa definitivno ne moramo reči, da smo strokovnjaki. Tako da, evo, bom jaz tole odprl novo oddajo po skoraj, po moje leto dni, ne. Novembra je bilo. Novembra je bila? Pa smo pa novembra delali, znači. Novice. Ok, izobraževanje. Šola Eurostrakt. Ja, tako, Belnik smart. Robi, hvala, da si me spomnil. Pa novica, ja, točno, evo, vidim. V redu, lej, se popravljam, skoraj eno leto. Zdaj pač poslušalce se že vnaprej upravičujem, če imam počen glas, pa bom zraven še nekaj prekinil, v bistvu se upravičujem vnaprej, ampak malo imam težave z zdravjem, ampak ni panike. Tako da začnemo z novo oddajo Bim pogovorov, tako da z nami ima pa Robi enega gosta, Luka, ki se najbolj, da se kar predstavi. Ja, živijo. Moje ime je Luka Bras in delam trenutno na Inštitutu Univerze v Ljubljani za razvoj infrastrukture. Sem me pa povabila zato, ker bi se pogovarjala o Dalux eventu. Res je, ampak še predno začnemo sploh o tem dogodku, ne. Jasno, dogodek Dalux, ki je bil, ne vem, mislim, da je 11.4., se pravi, zdaj, ker snemamo v začetku maja, skoraj en mesec od takrat, ampak bi pa nekaj rekel, ne. Glih sem gledal tisti program od Daluxa in tam si imel tudi ti predavanje neko, pa bomo tudi jasno o tem govorili, ampak logotip v bistvu za tole, ta inštitut, UL za razvoj infrastrukture. Tako je fenomenalno, ne? Čeprav jaz imam še cel kup pripomb na sam logo od univerze, ne? In sem imel zadnjič eno hudo debato z enim arhitektom, ki se tudi z raznimi takimi oblikovanji ukvarja, in sem mu pač ta logo pokazal, ne? Sem rekel, ti meni razloži, ne? Zakaj manjka tista fasada, tele hišice od univerze, ne? Pa je rekel, kaj je rekel, ampak je rekel, da je itak skregan čist, ne? Da bi bilo čist super, ne? Če bi v bistvu bilo, da une fasade ne bi bilo tako, kot je zdaj, ne? Samo une črte, ki razmejuje hišico, pa na desni strani, ki imamo v bistvu napisano Univerza v Ljubljani, pa fakultete, pa ne vem kaj že vse, ne. Če une črte ne bi bilo, potem bi bilo to lahko super, je rekel. Ker bi se to prelil v to, da univerze del v bistvu skratka fakultete in ne vem, raziskovalnih inštitutov in ne vem kaj že vse, ne. Tako kot pa una črta vmes, je rekel, da to pa je v bistvu skregan z njegovo logiko, ko je on vid v temo. Tako da na tem mestu so zaključila to debato. Mogoče glede tega, to v bistvu ni naš logo, no? Ampak je bilo glih smo bili v procesu menjanja logota in midva sva mogla na Dalux nekaj poslati. Nismo upali poslati tega uradnega logota, ker pač ga nismo še dobili in smo mi to v bistvu sami skupaj sestavili. Tudi za hišo zraven, pa so nam pa rekli, da imamo malo počakati to hiško, jo pa zdaj dobimo, no, oziroma jo že imamo v logotu. Ne, ampak je v bistvu tako, ne, tako dobro je tisti I, U, L, R, I, mislim tako, prav cool se mi zdi v bistvu, no, tisti. Ampak zdaj, Matej, če sem zlobil, ne, zdaj ti je lahko tvoj kolega arhitekt povedal, zakaj ne bi sprejet na arhitekturo, ker ne razumeš, veš. Ja, itak, ja, se vem. Valjda. To pa zdaj si tako, a veš, malo zavrtal mojo bolečino v bistvu. Mislim res. Ok, to sem že prebolel, ne, v bistvu. Veš, daj sem bil na teli sprejemnih za arhitekturo. Ja, dolgo nazaj. Veš, daj.
Se bi vprašal Luko, če se je že rodil takrat. Ne, ni se. Vrtete, ne? Ni šans. Ja. Čak. 89. No, to se še ni rodil. 88, no. Ja. Takrat se pa res še nisem, ja. Madonna. No, ampak deli ne bomo preveč zabredli. Luka je že sam malo menil, zakaj so ga povabila, pa ne sem zaradi tega dogodka. To je bil pa za en povod, ampak že prej sva razmišljala, da bi tudi malo govorili o teh projektih, ki se zdaj ta inštitut v imenu UL loteva. Ne, zdaj imamo dva projekta, Vrazov trg, pa imamo projekt veterinarske fakultete. Ne. In kar je z najnega stališča zanimivo, je to, da se obeh projektov lotevate z veliko mero IKT podpora. To ni samo BIM, to so tudi druge stvari, Point Cloud in tako dalje. Pomembno je tudi to, da se na obeh projektih uporablja kot to izmenjevalno skupno podatkovno okolje Dalux. To se tudi vidi na tem dogodku. Tako da, mislim, ukvarjate s takimi stvarmi, ki so tudi zanimive. No? Tudi zaradi tega so te povabila. Zdaj ta dogodek, pa tako kot je Matevž omenil, pač potekel 11. aprila, mislim, da že tretji po vrsti. A je, Matevž, kaj spomniš? Ne vem. Po moje, če ni že četrti, ampak... Ne vem, tretji, četrti. Jaz vem, da sem bil na vseh, ampak ne vem točno, koliko jih je bilo. No? In tako, no, dajmo tako začeti. Zdaj, Matevž ni bil, pa nima tega vtisa letos, lani pa predlani si bil. Ja. Luka, kak je bil tvoj vtis, tak splošen vtis o dogodku? Ja, jaz sem bil lani prvič na tem dogodku. Takrat sem glih se tlele zaposlil, pa nisem še čisto nič vedel o Daluxu pa tako. Takrat mi je bilo ful uporabno tole, no, da sem malo slišal, kako drugi to uporabljajo, se pravi Dalux v svojih projektih. In tudi smo veliki idej dobili, kako bomo mi to implementirali tukaj znotraj firme. Letos sem imel pa predavanje tam, no, pa smo lahko še mi malo povedali, kaj smo zdaj v zadnjem letu ugotovili, pa verjetno kaj uporabnega tudi povedali, recimo. Drugače pa sam event, super mi je zato, ker ni naporen, ker je v bistvu sta dve kratki predavanji, potem je pauza, potem sta še dve kratki predavanji, spet pauza, oziroma kosilo. Zelo lepo teče, no. Ja, no, tudi moj vtis je tak, to sem tudi Alešu Korborju, ki je glavni organizator tega dogodka v imenu Daluxa, tudi povedal, no, da je en tak najbolj simpatičnih dogodkov te vrste, ker je tako, kot je Luka omenil, ni naporen, ne. Je ravno dovolj časa za vsako predavanje, vsako leto jim se nekako izide, da niso predolgi, kar je super. Pa kot mi je tudi omenil, je tako, da so se namenoma odločili za neko zgornjo mejo udeležencev 100, ne, kar je mogoče ravno nekaj obvladljivega, če bi šli ful na širše. Ne vem, če bi bil tak dogodek. Tako da meni z tega stališča dogodek ni razočaral. So pa mogoče bile letos teme malo tako manj ambiciozne kot prejšnja leta, no, bi tako rekel. Sej, mogoče, ja. prosti, ker sem te prekinil, ampak ravno to je bilo nekako moje vprašanje. Jaz sem bil sicer na dogodek prijavljen, pa so se stvari malo drugače obrnile, tako da nisem mogel priti, ampak dejansko danes, ko sem majčkeno tole pogledal, sam program v bistvu je zelo velik poudarek je bil v bistvu dejansko na projektih, oziroma kako se Dalux uporablja na projektih. Pa manj je bilo v bistvu tega, ker je bilo recimo lansko leto, ko se spomnim, ko sem imel tudi gosta, ki je povedal v bistvu, kakšni so načrti za Dalux, v bistvu, kako se bo razvijal, kaj planirajo, kaj se lahko pričakuje in tako naprej. Tako da tega letos ni bilo, ali je bilo kaj dodano v bistvu na koncu kakšnih zaključnih stvari. Pa ne, v Tem bistvu... niso kaj dosti. No, Luka, izvoli. Ja, pardon. O tem niso kaj dosti letos na eventu samem povedal, no. Je pa tako, da za nas uporabnike na Daluxa to oni zelo sproti v bistvu nas obveščajo, pa nam pošiljajo, kakšni so njihovi plani, pa tako, no.
Pa lani smo bili konec leta na Danskem, na Dalux Summitu, ki je pa njihov ta glaven event za cel svet v bistvu. Tam so pa zelo veliko o tem govorili, no, kaj se razvija, pa kaj sploh mislijo, no, kakšna je njihova strategija za naprej. Ja, zdaj, za razliko od lansko leto je bil prav en sklop, ker so predstavljali novosti Daluxa, kaj so na novo predstavili, pa kaj še bojo predstavili. Letos tega sploh ni bilo. Mislim, meni je ena od prednosti tega dogodka tudi to, da ni vsaka druga beseda Dalux, ne, pa da se ne govori samo, mislim, da pustijo, da končni uporabniki govorijo v njihovem imenu, no, tako, kar bi si človek sam želel, no. To mi je všeč. Letos ni bilo nobenega predavanja, noben razvijalec ni predstavljal, nič niso govorili o tem, kaj se lahko pričakuje, ampak so pa recimo pustili, da so uporabniki sami povedali, kaj je novega, recimo bomo pa tudi povedali z Luko, da je Kolektor predstavil ta infrafield, ki je v bistvu en nov modul v Daluxu, ki je namenjen pač tem nizkogradniškim projektom oziroma tem recimo drugi tir, ali pa kaj takega, ki lahko pa profile drugače predstavljajo pa tako naprej. Tako da na ta način so bile predstavljene novosti, kar je meni čisto ok, ampak so pa rešili letos svetovno, da so dejansko predstavljali projekte, ki uporabljajo Dalux, pa na kak način jih uporabljajo, ne. Niso pa se posebej fokusirali na neke novosti, pa ne vem, če se spomnite, lani je bilo veliko tistem zapisnikih sestankov, pa kaj še bilo lani neki, pa napovedovali so clash detection, o tem ni bilo nobenega govora, ne vem, koliko je to sploh, koliko se je uporabljalo, tako naprej. Tako da, no, se pravi, en tak oziroma kakovosten dogodek. Srečal sem veliko uporabnikov Daluxa, izmenjali smo si izkušnje. Tako da, ne, mislim, da je dosegel svoj namen. Luka, mogoče eno vprašanje zdaj, ker najbrž bi šli lahko malo čez program v bistvu, ampak ravno s tvojim predavanjem se je dejansko po tistih otvoritvi tudi začelo. A lahko ti v bistvu tako enemu, ki te takrat ni poslušal, v parih stavkih poveš, kaj so tisti ta glavni pointi v bistvu. Pa mogoče eno vprašanje, mislim, to je za oba dva pol tudi, ne. Pa Luka posebej date, ker dejansko pač to uporabljate v konkretnih nekih projektih, ne. Koliko se pri tem razmišlja o tem, da je v bistvu Dalux še zmeraj v bistvu pač to nek relativno zaprt sistem, kjer v bistvu so stvari tam noter. In če hočeš do teh stvari dostopati, pač moraš iti čez Dalux, ne moreš to v bistvu nek obvoz narediti, ker vem, da se pač nek dogaja in nek OpenCDE in v bistvu ne vem, kakšne metode, v bistvu neki API za to, da bi se to dostopali, ne. A je to kakršenkoli pomislek glede tega? Ampak to je pol v nadaljevanju. Ampak daj, najprej, če mi v 5 stavkih ali pa 10, no, poveš v bistvu, kaj je poanta uporabe Daluxa pri vas. Ta glavna stvar je, da imamo vso dokumentacijo pač na enem mestu, ne, kot neko skupno informacijsko okolje. To nam najbolj prav pride, ker imamo, se sva omenila, skupaj s sodelavko Nežo sva pač predstavila, no. In mislim, da je ona povedala, da imamo okoli 3800 datotek gor naloženih, raznih. Vse datoteke, ki so gor, so poimenovane pač z nekim sistemom, z nekim namingom. Je v bistvu šifra iz 10 kod sestavljena. In v bistvu točno veš, takoj, ko ime vidiš, za kjer projekt gre, kdo je naročnik, kdo je avtor, kakšen dokument je to recimo skema, a je tehnično poročilo, načrt in tako naprej. Tako da nam je to najbolj pomagalo, da smo lahko filtrirali zadeve in iskali pač te dokumente. Hkrati pa tudi v bistvu, da se vsakeč, ko se dokument spremeni, se ga naloži, se pravi, na Dalux in se prejšnja različica s tem povoz.
tako da je vedno samo zadnja različica v bistvu, dostopaš lahko tudi do ostalih, ampak prikazana je pa vedno ta zadnja, no. Tako da ni tega iskanja po mailih, pa po mapah, pa sem shranil zadnjo verzijo ali ne, pa tako, no. In koliko ne vem, koliko dejansko sodeluje trenutno že na teh projektih pri vas, ne? Mislim tako, različnih in firm in ljudi, ne? Koliko je pa v bistvu dejansko bilo nekega odpora, da to morajo čez Dalox voziti in ne po mailu pošiljati? V bistvu presenetljivo ne toliko. Jaz sem glih prišel sam v bistvu v firmo, kjer so bile te stvari s projektanti že zmenjene, ne? Da pač se bo skozi to šlo. Glavni projektant je tudi najel svojega BIM menedžerja, ki je pač pomagal tudi ostalim projektantom. Vsak od projektantov, mislim, da jih je enih 8-9 firm. Vsak je imel svojega koordinatorja, ki je pač mogel biti seznanjen s tem poimenovanjem in sistemom in tako, no. Zdaj smo pa glih šli v gradnjo. So pa izvajalci zelo, zelo dobro sprejeli, no, in tudi mi smo jim polno enih zahtev postavili, ne, kaj vse bojo mogli delati znotraj sistema, pa so rekli, da njim se zdi okej, da pač morajo v redu, da vidijo, da je to pač prihodnost in da se jim zdi, da ne bojo na veliko projektih takega suporta dobili kot tle, no, da se pač naučijo te stvari, no. In mogoče zaradi tega tudi ni bilo odpora. Pa ko smo pa dejansko začeli gledati, kaj bojo pa kako bojo delali, oziroma uporabljali program, so pa še sami izrazili željo, da bi mogoče pa še kaj drugega dodali, no. Hitro so videli neko dodano vrednost tukaj zraven. To vse se sliši tako kot samo reklama za... Ja, res je, mislim, moja izkušnja je zelo pozitivna tukaj, no. Ja, vse v bistvu je, mogoče pa mi še zmeri samo živimo v tem prepričanju, da v praksi v bistvu to noče uporabljati, ne vem, ker smo gor zrasli s tem, ali pa smo upravičevali v bistvu, zakaj se določene stvari ne prenese v prakso, ne. Ampak če imaš neko orodje, ali pa tudi jasno skozi take dogodke, ko prideš, pa lahko dejansko vidiš nek napredek, pa neko korist, pa ti neki tvoji kolegi iz drugih firm povejo, kaj so lahko, da so dejansko neke koristi, ne. Potem je najbrž to lažje sprejemati, kot dokler pa operiramo s tem, da bo, ne vem, se zadeva pocenila za XY, ne vem, procentov, ne, tem procentom tako noben ne verjame, ne, in to je tako v bistvu, ko rečeš, da je spet se nekaj izmislil, ne. Ja. V bistvu tako je bilo pri nas, no, oziroma nasplošno se mi zdi, da čim omeniš besedo BIM, pri večini vključenih je odpor prvo, ne, ker BIM ne bom in ne bom. Pa sploh ne vejo v bistvu, kaj to je, ne, pol pa začneš malo omenjati skupno podatkovno okolje, da ni to samo zdaj te model pa atributi, ne, da kaj v bistvu vse to vključuje, pa kaj bojo oni sploh mogli narediti, da to pomeni, da bojo mogli samo datoteko prav poimenovati, pa pač še v njih par stvari zraven vključati. Pol pa že nekako začnejo malo poslušati, no. Smo pa tudi na vsaki točki v bistvu naredili več predavanj, posebej za naročnika, za uporabnika, za projektante, nadzornike. Tako vsaj po eno predavanje, pa to gre na 3-4 ure recimo, ker smo jim pač razložili vse sisteme, ki smo si jih pač spomnili, oziroma ki smo jih implementirali. Pol pa začnejo sprejemati počasno. Pa tudi mogoče, kaj je treba prva stvar izvesti v programu, se še je malo zatikalo, no, pol pa, ko smo te stvari malo spilali, je bilo pa boljše. So pa sprejeli, no, in so tudi oni videli, da za samega uporabnika res ni to prav zahtevna stvar. Mogoče za... Ja, Luka, sam tukaj moraš dodati nekaj, ne. To je, mislim, da 60-milijonski projekt. Ne, mislim, da je okoli 60 milijonov. Pa rok za dokončanje je leto pa pol, ne.
Tako da tudi izvajalci se najbolj zavedajo, da bo rabil en majhen čudež pa vso tehnologijo, ki jo lahko najdejo pa dobijo, zato da bodo ta rok ujeli, ne. To je zdaj ena stvar, druga stvar je pa takega supporta pa tega, kot pri vas, ker v bistvu ste vi Dalox postavili, ne, pa vi ga vzdržujete, pa vi postavljate pravila igre. To je v bistvu za izvajalca najlepše, ne. On pač pride v utečen sistem, ki se mora prilagoditi, mora sam zaupati, da vi veste, kaj počnete in pol je to, ne. Ni pa na vseh projektih tako, no. Sploh tam na tistih projektih, kjer izvajalci sami želijo peljati neko skupno podatkovno okolje, pa niti niso sami pogodbeno vezani na vse ostalo, ne. To je majhna razlika. Najbolj se strinjaš, a ne? Se strinjam, ja. Je malo mogoče specifičen projekt, ne, ker je tudi univerza naročnik in nekako to mišljenje, da če oni ne bojo tega začeli oziroma pilotnega projekta naredili tako, kot je treba, no, da se bo zelo težko to dejansko peljali v samo prakso, ne. In tudi so tlele nastavili v bistvu, smo bili ekipa dveh, treh, ki smo eno leto zdajle tole nastavljali in v bistvu implementirali, ne. Bilo je kar veliko dela, no. Z naše strani smo se kar namatrali, no, moram reči, za tole skupaj spraviti. Zdaj pa je, no, Zdaj pa morate to samo peljati naprej, ne. Saj mogoče, če omenimo ekipo, mislim, da ste bili na tem še Neža, ne, ki je tudi predstavljala projekt tam, pa mislim, da je tudi Tina, ne, Ferfila, ki je tudi bila gostja že. Ja. Tako da, mislim, zelo veliko ste naredili v tem letu, pa se mi zdi, tako kot si prej rekel, pred enim letom ste šli na ta dogodek, pa ste v bistvu samo gledali, kaj je možno, ne. Zdaj tem letu ste pa dejansko sami prišli do ene take stopnje, da se lahko tudi sami predstavljate, kako to uporabljate. To se meni zdi tako kar velik uspeh. Zdaj, kaj ste tam predstavili? Tam ste predstavili, no, tako da malo na hitro povzamem. Luka pa Neža sta predstavila, kako so uporabljali komentarje za pregledovanje samega projekta, pa kako uporabljajo še vedno, namesto da bi maile pošiljali, pa to zato, da lahko sledijo, kaj se dogaja s temi komentarji, pa ali se dokumentacija popravlja ali ne. Meni se zdi tako, no, mislim, ne predstavljam si, da bi to po mailih delal, no. Ne, kontrola kakovosti, pa ne vem, projektno dokumentacijo spremljati, pa to po mailih je, ne vem, nemogoče, ne. Vi ste pa tako, nek način ste našli, nek sistem, ki za vas funkcionira, pa jaz upam, da to potem prenese zdaj tudi v samo gradnjo, no. Da se bo dalo podobne procese, podobne workflowe uporabljati tudi tam. A se zdaj kaj kaže, se bo lahko, ali? V bistvu tako, zdaj smo imeli v fazi projektiranja, za pregledovanje projektne dokumentacije smo komentarje uporabljali. Pol, ko se pa, oziroma zdaj, ko gremo pa v gradnjo, se pa začenja uporabljati taske oziroma pravila, ki je zelo podobna stvar, samo da tukaj je dejansko določeno sosledje odgovornosti, ne. Da se prav more nekdo odzvati na to pravilo, ne. Pri komentarjih lahko kdorkoli, ki je v pač tem komunikacijskem kanalu, odgovori. Tukaj pa točno določeni osebi pošlješ nek zahtevek za informacijo oziroma za potrditev pa tako. In šele ko tisti potrdi, gre naprej naslednjemu, ne. Ja, mogoče, kar je mene malo motilo na samem dogodku, je, da niti z besedo ni nihče omenil BCF-jev, ne. Ker dejansko to so v ozadju, zdaj ne vem točno, mislim, da so taski, se izmenjujejo kot BCF-ji, ne. Pa tega ni nihče omenil, ne. Tako, to smo zdaj na tisti prelomnici, zdaj bomo govorili o Open Beamu, Closed Beamu in tako naprej, ne, ker Dalox v bistvu
zelo veliko teh kompliciranih stvari pa v ozadju zamaskirano. Zato je tudi tako popularen, moramo priznati, zato ker je pač res ta krivulja učenja, da začneš lahko uporabljati Dalux, res ni strmo. Pa se v slovenskem jeziku. Ampak si pa nekaj dobro začel, pa v bistvu to sem že vmes, ko je Luka, ki si govoril, ja, ko enemu omeniš BIM, v bistvu najprej v lov skoči, v bistvu reče, ne, to pa se jaz ne bom šel, ne. Po mu pa omeniš v bistvu pod navednicami Dalux oziroma nekaj podobnega, kjer bo imel zbrano dokumentacijo vsega in bo v bistvu njemu lažje, ne. Po moj pa tudi BIM v redu, ne. In zdaj, Robi, ti praviš v bistvu, ja, BCF-ja si ni omenjal, pa sigurno jasno Dalux nekje tam od spodaj ima to zakopan, ne. In to, kamor želim je v bistvu, oziroma sprašati v bistvu, koliko dolgo bomo še govorili o BIM-u, ne, in bomo začeli kar Dalux poistovetiti, vsaj v tem relativno majhnem okolju Slovenije, v bistvu, kjer se je Dalux dejansko uveljavil kot skoraj de facto standard v bistvu na tem področju, ne. Ne vem, če kdo pozna od prisotnih tukaj kakšen projekt, ki je, ne vem, večmilijonski recimo, pa da uporablja nekaj drugega. Poznam. No. Tam, ko so tuji investitorji prinesejo s sabo včasih tudi zahteve za uporabo kakega drugega skupnega podatkovnega okolja, ampak če se po slovenski firmi odločijo, se pa po pravilu odločijo za Dalux, če jim ni predrag. Tako se mi zdi, no. Zdaj, zakaj razlogov za to je več? Sigurno en od razlogov to, da je zelo, zelo uporabno, ne. Ne, saj to, sploh ni debata, v bistvu sploh ni debata o tem, a je uporabno, ni uporabno. Večkrat očitno je, da služi svojemu namenu in da so uporabniki zadovoljni in v bistvu tako naprej, ne. Bo kot rečeno, to je tako, z eno nogo v bistvu smo tam, kjer nočemo biti, ne. Ja. To je novi Autodesk v Sloveniji. To je novi Autodesk, kjer pač sigurno se je, tako kot na Autodesk ali pa Adobe ali pa karkoli takšnega se vezaš in potem pač sigurno znaš upravičiti, zakaj, ne. Zato je, ker ti je lažji pa dela, pa v bistvu, zakaj bi se jaz sekiral v BCF-jih, če pa v bistvu to lepo tam skozi taske naredim, ne. Sam, kot rečeno, skrbi me ta splošna percepcija, v bistvu, da je to okej, ne, da ni treba nič vedeti, ne. Pa da je v bistvu, da se ti Building Smart proba z OpenBIM-om v bistvu naredi, se pol to nekako prelevi v nekaj, kar na koncu jasno morda ni bil glavni namen, no, tega. Ampak, kot rečeno, sploh ni debata o tem, da Dalux ali pa podobni sistemi ne bi bili uporabni. Ja, ne vem, moram... Mislim, saj to je bolj akademska debata zdaj, mislim, da je akademsko vprašanje. Mislim, tako da ni zdaj stvar, da moramo o tem razpravljati, ne. Ne, se ne, ampak hočem reči, da mene tudi moti, da se zdaj tako govori, kot da je Dalux edini, pa to ima Dalux v Sloveniji še najmanj je krivo, ne. Ja, saj sploh ni problem, ne, saj pač... Ampak, ja, software ima slovensko podporo, je zelo uporaben, mislim, da je edini od teh ponudnikov, ki dejansko ima ljudi, ki pomagajo, ne. Zdaj, podjetje porabijo nekoga, s katerim se bodo pogovarjali, ko jim kaj ne gre, tako da jaz razumem, kaj je, jaz vidim pa to, mislim, se mi pa to zdi problematično, ne. Mislim, še vedno nismo odgovorili na vprašanje, kaj bo z vsemi temi podatki po koncu projektov. Tako da, mislim, vse imajo moje module, ki lahko naprej uporabljaš, ne. Ampak to je treba ves čas plačevati, tega niso vsi pripravljeni, vse te povezave, vsi ti podatki, vse to pa pač zgubiš, ne. To je pa pač tista, rečemo, kruta realnost teh sistemov. Tako da bomo videli. A gremo mogoče malo še po programu, da bomo vedeli, kako bo še ostalo. Zdaj,
to prvo, no, o čemer so z Luko govorili, je bil pregled projektne dokumentacije, pa uporaba komentarjev na projektu Medicinske fakultete Vrazov trg v Ljubljani. To sta predstavila Luka pa njegova sodelavka Neža Lazar. Potem naslednja predstavitev je bila pa o implementaciji Daloxa kot skupnega podatkovnega okolja na projektu Emonika, ne. Kaj, Luka, kaj boš rekel o tej predstavitvi? Onadva sta v bistvu malo bolj na splošno povedala, kaj sploh uporabljajo, se mi zdi, na projektu. Ker oni mislim, da so začeli par mesecev nazaj šele z Daloxom, pa začeli so z Fieldom in z Boxom naenkrat, se pravi skupnim podatkovnim okoljem in BCF v bistvu, ne hkrati. Kar je kar zalogajno, se mi zdi, če nisi še zelo zverziran v sami zadevi. So pa tudi v bistvu bolj projekt predstavili, ne, kot same sisteme v Daloxu. Ja, tako kot si omenil, kakor se spomnim, oni so bili šele 2 meseca v tem projektu, ne, če se ne motim. Pri njih je še ta specifika, da imajo dejansko investitorje tuji, ne, mislim, da so Madžari. Tako da imajo potem tudi vse v angleščini, ker imajo pač mednarodno skupino, mednarodni tim. Ja, predstavlja se bolj to, zakaj ga nameravajo uporabljati, pa kaj ga trenutno že uporabljajo. Niso še zelo daleč, ampak je pa tukaj bo pa impresivno videti čez kako leto ali pa 2, kaj bodo pa oni imeli že vse v Daloxu, ne. Ja, ogromen projekt. Mene bolj zanima, kaj bo dejansko za videti, ne. V naravi, ne. Smo že videli. Mislim, da je toliko velik projekt, da so ga razdelili na 4 dele. Ja, saj, mislim, da bi 4. Neki stolpiči, pa hoteli, pa ne vem kaj vse, tako da Matevž čisto bodo zazidali. Mislim, res, veš, kakšno imamo zdaj to. Mislim, govorimo o tem zato, ker sem, koliko, 300 metrov zračne linije od tam, ali pa, mogoče malo več, no. Ali pa 400 pa, več kot 400 pa ne. Ne, nisem toliko. 100 metrov zračne. Ne, 100 metrov več, kot 100 metrov je sigurno, ne. Ampak recimo, da je tam do proge je v bistvu, imam jaz, ne vem, 300-400 metrov je, no, dejansko. In ja, to, da pač že župan Ljubljane v bistvu rekel, da naslednjih 5 let bomo imeli kar krizo, ne. Ta kriza se že kaže tukaj pri nas v bistvu, kjer so nam zdaj zaprli v bistvu, ne vem, velik del Linhartove, mislim, popolna zapora je, ne. In je to tako zelo luštno, ne. Lahko pa preseliš na drugo stran, pa ja. Ne, hvala. Tako, mislim, se pravi, res velik projekt, zelo veliko bo imel za pokazati, tako da mogoče se lahko veselimo naslednjih Dalox dogodkov. Odmora ne bomo komentirali, ne, ampak je bil v redu. Potem je bila pa panelna diskusija, v kateri so sodelovali Tomo Cerovšek, Metod Gaber iz podjetja Kolektor, pa Jure Česnik iz Eleje. Je bila pa tako, no, naslov je bil Ovire in priložnosti pri digitalizaciji gradbenih procesov. Zdaj ne vem, v bistvu ne vem, jaz nisem kaj... Kaj posebej, kdo je izjavil? Luka, se kaj spomniš? Jaz se nič posebej ne spomnim. Vem, da je Tomo Cerovšek je povedal, da knjigo piše. A ne? Ne spomnim se naslova sicer. Mislim, ne vem, če je Tomo to omenil, mislim, da je to omenil Aleš Korber v napovedi. Kar je iz tega tam, mislim, da je 10 področij, ki bo treba, zdaj ne se opravičujem, če nisem dobro zapomnil, 10 področij, ki bodo v prihodnosti pomembne za karbonike tega, Luka. Tako je, glede digitalizacije. Tako. To potem so pa o tem diskutirali zdaj. Ne vem, jaz osebno se res ne spomnim, da je bilo tako posebnega. Kaj se ti mogoče kaj spomniš?
Mislim, načeloma so vsi govorili o tem, da so zelo pomembni so ljudje, ne, pa procesi. To je bilo večkrat poudarjeno. Kar nekako že vemo, ne, namreč lahko tudi Luka potrdi. Drugo pa tako, no, itak so to starosti BIM-ov v Sloveniji, pa smo že marsikaj od tega prej slišali, ne. Tako da, pač zanimiva diskusija, no. Bi še kaj dodal, Luka? V bistvu ne. Ok, no. Pa je bilo pa naslednje predavanje, je bilo pa predstavljeno, kako so evidentirali pa razreševali varnostna tveganja v Daluxu. To je bilo pa ta Vila Schellenburg projekt. To mi je bilo pa kar zanimivo, dejansko, da ni teh listov, ki se na gradbiščih izgubljajo pa vlagajo pa tako naprej. Ampak so dejansko ta koordinator za varnost in zdravje pri delu je dejansko uporabljal obrazce v Daluxu. A so bili obrazci, kaj je bilo? A so bili taski? Ne. Taske, v bistvu za varnostno tveganje je imel, ne. Ja, neke taske, na katere so se morali odzvati, ne. Potem je pa on pregledoval zdaj, a so kaj naredili z njimi ali ne. Mislim, zelo zanimivo, no, pa kar je bilo pa spet, če govorimo spet o ljudeh, ne, je bilo, a so pripravljeni to uporabljati ali ne. In on je očitno en tak, ki je to zelo hitro videl neke prednosti in jih je uporabil, to je gospod Dejan Baznik. In je bilo, mislim, tako zelo zanimiva pa taka hands-on predstavitev uporabe enega sistema, točno za to, za kar ga rabiš. Tako bi jaz rekel, no. So pa vse to, kar bodo zdaj tudi pri vas, Luka, ko boste uporabljali, boste uporabljali taske za naprej, ne. Je on pokazal, kako je to poteka, da je imel dejansko celo sledljivost za nazaj, da so bili določeni ljudje, ki so morali nekaj urgirati, slikovno gradivo, pač tako bi rekel, no, to, kakor si jaz predstavljam IT na gradbišču. Ja. Edina ena stvar je bila tukaj, ker vse se je digitaliziralo, vse je v Daluxu potekalo, pa je pa rekel, zaradi naše zakonodaje, mora pa pač na koncu celotno zadevo sprintati in dati v fascikel na gradbišče, ne. To je pa tle mogoče ena stvar, ki je pač mogel narediti, ne, ampak a je prav smiselno ali ne, glede na to, da težimo k digitalizaciji vsega, pa čim manj papirja pa tako naprej. To mi je bilo tako zanimivo, no. Ker isto stvar smo mi želeli prvo implementirati, ne, za varnostna tveganja, ampak je prav ta varnostni inženir rekel, da res ne bi dvakrat stvari delal, ker on mora tudi knjigo voditi v fizični obliki, ne. In zato v bistvu se ni za to odločil na koncu. No, ampak jaz ne vidim razloga, zakaj ne sprinta pol vloži v knjigo, ne, Ja. Saj taki primeri so ves čas, mislim, da na drugem tiru tudi nadzornik noče uporabljati Daluxa in pa mu morajo sprintati, da on to podpiše, pa skenirajo, pa nazaj vložijo. Ne vem, spet, mislim, da je to drugi tir, lahko da sem se zmotil v projektu, ampak na enem teh večjih projektov ista stvar, ne. Ampak pa smo spet pri ljudeh, no. Ne, saj gradbeni dnevnik tudi bi konec koncev lahko vodil prek Daluxa. Ne vem, zakaj ne. Ampak ker piše v GZ1, da mora, ne v GZ1, v pravilniku, ne v pravilniku, mislim, da piše, da mora biti voden v dvojniku, ne. Mislim, da pravilnik o gradbiščih. Da mora biti voden v dvojniku in pač, kaj boš pa. Eni še vedno vodijo digitalno, pa ga pol dejansko sprintajo, pa zdaj pa če je nadzornik zadovoljen, okej, če pa ni, pa ne vem, tako se mi zdi, da smo tudi s tem sistemom e-graditev, da smo mi malo prepozni, da nekaj zamujamo, da se skupaj prepočasi, recimo na Hrvaškem so ful pred nami, res ful pred nami. Tako da, ne vem, ampak ja, dobro, to si dobro opozoril, to sem jaz pozabil. Je pa tako, sistem je pa super, no. Opazi neko kršitev, jo lepo fotografira, označi, pove, kje se nahaja, kdo je zadolžen, da to odpravi in to je to. Lahko na gradbišču se naredi, drugače bi moral pa prepisovati, pa
Ne vem, meni se zdi, da je taka odlična predstavitev pa rešitev enega problema. Ok, no potem je bilo pa kosilo. Ja. Tisto, kar imamo vedno najrajši. Ampak tako, mislim, spet ravno prav dolgo ni bilo preveč ljudi. Kdaj se je zgodil, mislim, da enkrat na tem dogodku se je zgodil, da je bilo ful preveč ljudi, pa niti nisi prišel na vrsto. To zdaj se absolutno ni zgodil, tako da je bilo super. Potem po kosilu sta bili pa še dve predavanji. Eno je imel Metod Gaber, ki je govoril o vodenju infrastrukturnih projektov, pri čemer je predstavil Dalux Infrafild. Predstavil je na primeru, mislim, da je bilo železniška postaja Nova Gorica. Mislim, da je bila železniška postaja Nova Gorica. Pač kar ta modul omogoča. Mislim, mi je zdaj tako zanimivo, da si te profile kar avtomatsko razporediš, pa potem vežeš na neke druge dokumente in so se te povezave ohranijo. Tako da pač še ena od novosti v Daluxu, tako predstavljeno na zelo naraven način. Če sem še kaj pozabil, mislim, Lukas. V bistvu tlele malo razlago, kako se tudi v bistvu v Dalux da noter povzeti iz GIS-a vse podatke, ne. To mi je bilo zanimivo, recimo, da vsi te vodje komunalni, ki so v tem območju, jih direktno v bistvu iz GIS-a lahko vneseš. Točno, hvala. Dejansko so se direktno vezali na podatke od geodetske uprave in so jih klicali kar prek spletnih servisov, ne da bi jih uvažali. Tako da, ja, hvala. To je bilo tudi, Metod je bil navdušen nad to možnostjo in verjamem, tudi zaradi tega, ker te datoteke so ful velike, pa če jih v bistvu dinamično nameščaš, ne obremenjuješ Daluxa s tem, ne. Ampak Ja, pač, to je pa pol sam reči, da imajo geodeti dobro zrihtano standardizacijo teh stvari. ja, pa da je Dalux Ker najbrž dobro Dalux implementiran. ni implementiral prav za naše zadeve, ne. Ne. Tako da je očitno to lepo delajo stvari, ne. Ja, na obeh straneh je očitno dobro implementiran. Tako, ne. No, potem je bilo pa še zadnja predstavitev, je pa Tomo predstavljal prihodnost projektne dokumentacije in te 360 stopinjske obhode gradbišč z Dalux Sidewalkom. To je bilo meni zanimivo, da je predstavljal zgodovino, ker je on oziroma njegova skupina že pred, mislim, 10 leti delala nekaj, kar bi ne bilo podobno temu Google Street View. To mi je bilo ful zanimivo. Ta Dalux Sidewalk je pa, če imaš 360-stopinjsko kamero, je v bistvu super, ne. Se sprehodiš po gradbišču, pustiš čez noč, sam naredi te obdelavo in pa dejansko imaš tako pregled celega gradbišča. Kar se mi tu zdaj super, no, seveda ni šlo brez omembe umetne inteligence. In zakaj uporabljam umetno inteligenco? Zato, da so odkrivali obraze ljudi in so jih vse zameglili. Kar se mi zdi tako, tudi za zasebnost nekaj naredijo, za zasebnost, čeprav se naredi tako, če je obraz bil ravno tako obrnjen, pa kaj takega mogoče ni zaznal. Ampak že začenjajo nekaj z uporabo umetne inteligence, jaz samo upam, da ne bodo šli predaleč, no. Mogoče to. Je pa to nekaj, ne, Luka, kar bi se tudi vi mogoče za vaš projekt, pa ko bo šlo bolj proti koncu, ugotovili, da je bilo v redu, ne, uporabljati. Kar se tega tiče, mogoče pa so pa lani tam na Danskem na summitu so povedali, da v bistvu da bojo več vključevali to umetno inteligenco noter, ne. Da boš ti dejansko ta sidewalk, da naj bi prepoznaval, do katere mere so zadeve že vgrajene, in ti sam v bistvu beležil noter v sam sistem, ne, v model, katera stena je že recimo zabetonirana, katera je že pobarvana, če je kakšna vtičnica, če je pripravljen za vtičnico, če je že vgrajena, pa tako naprej, ne. Da ti bo sam program štel v bistvu,
napredek gradnje. Kar, ne vem, nismo še tam mogoče, ampak si mislim, da lahko kmalu tako je, ne. Ko bo pa to dosegel, pa okej. Ne, težava je z vsem šumom okrog, ne. Ja, Gradbišča so takšne in drugačne. Zdaj, na zadnjem večjem gradbišču, kjer sem bil, to definitivno ne bi delal, preden ga ne bi pospravil, ne. Ampak ja, mislim, si predstavljam, da je to prihodnost, zdaj držimo pa pesti, da bomo enkrat prišel do tja, ne. Pa še sam ta povratna zanka nazaj v terminske plane manjkala, pa smo v bistvu zmagali. Ja, sam pol more sam še AI more tudi, a veš, narediti to, ne. Mislim, Ja, to bo pa roboti. no, sej to hočem reči, ja. Tako da, No, saj še nismo tam, no, ampak mislim pa predstavljam, ja, da je to pač ta končni cilj, k kateremu stremijo, ne. ampak Zato, kako, če se spomnite, lani na tem dogodku je ta glavni razvijalec razlagal, da oni ne delajo velikih korakov, ampak delajo evolucije, ne. ja, Kjer je šel od kolesa do motorja, do ne vem česa, na koncu do Ferrarija. Tako da pustimo čas, mogoče pa. Ok, no in po tej predstavitvi bo pa v bistvu konec dogodka. In na koncu bo to tako prijetno druženje. Nažalost je na teh dogodkih običajno tako, da je to ravno tista ura, ko potem ljudje še hitijo po zadnjih službenih opravkih pa domov. Tudi letos se zelo hitro sprazna. Nekaj nas je sicer še ostalo, pa smo malo izmenjali izkušnje pa tako, ampak konec koncev, če potegnem črto, spet en zelo lepo organiziran pa prijeten dogodek. Spoznali smo nekaj novega. Se pa veselim predstavitev naslednjih projektov, no, bom tako rekel. Mogoče, kar mene pri vsem skupaj res moti, to že, kar je Matevž opozoril, da se, mislim, daje se občutek, pa ne s stališča danes, ampak s stališča nekaterih sogovornikov industrije, da to je edino okolje, edino uporabno okolje, no, ali pa edino okolje, ki se uporablja, pa to ni res, ne. Poznam tudi podjetja, ki bi rekla, da oni čisto poshajajo s SharePointom, kar je spet druga skrajnost. Ampak ja, rad bi opozoril, ni edino orodje, pa niti ni orodje, to je v bistvu spletna storitev, a ne. Je pa definitivno zelo uporabno, pa prednost ima tudi to, da ima pač slovensko podporo. Kaj naj drugo rečem. Mogoče še Luka, še tvoja končna misel. ja, naslednje leto boš tam predstavljal, kako zdaj to že vse stoji, ne. In kako v Ja, zaključnih upajmo. fazah uporabljate Dalox, ne. Tako, ja. Ne vem, bomo videli. No pa da bomo kaj pozitivnega zapovedati. Pa ne, se ni treba, mislim, to si narobe rekel, v bistvu, a veš, zapovedati V boš samem projektu, definitivno. tako. Ja. Ja, no, okej, to razumem. To je bilo lepo pozitivno slišati, kaj je. Kako je že zaključen? Ja, Skoraj. skoraj. 2026 naj bi bilo, no. 2026, kdaj? Pa 2026, no, to je december 31. Takrat enkrat. Takrat, Ne, prej, ampak. Ja, mora biti. Ja. Lej, jaz držim pesti, no. Ampak bolj je to, da to ni edini vaš projekt, imate še enega, ne. Tako, ja. Kaj pa So drug? zdajle, kar Pa se še tega tiče, veterina, ali kaj? še veterina, ja. Ki je pa, se bo pa zdajle v roku kakšnega meseca, dveh začela, oziroma gradnja nadaljevala, no, ker so temelji že postavljeni. Da. No, saj Smo tam imeli pa pa- isti rok, ne. Isti rok, ja. Pa tukaj smo imeli malo srečo v bistvu, da zdaj še jamo kopljemo na medicini, zato da smo lahko tele sisteme, pa to, kar smo predvideli, da smo lahko zelo na počasu peljali tudi, ne. Ker je prišlo do par težav že pri vseh procesih pa tako. In če bi zdajle
prav orang betonirali že, bi se nek prehitro lahko malo zataknili v programu notarno. Ko pa počasi rešimo stvari, pa bomo za veterino pripravljeni lahko. Pa se boš pa kloniral, ne? V bistvu malo na medicini, malo na veterini. Pa bo, ne? Vse ima dan imaš 24 ur, v bistvu, tako da. Ja, ne, se sem ravno želel reči, da je to tako všeč mi ta pozitiven pristop, ker smo se naučili, da kako boš. Ne, se bo, ne? to bo. Slabš ne bo. Pa nekako še iz vajenega predavanja iz Building Smarta, ki smo imeli, ki sta omenila, da ti menedžeri pa mi te, ki skrbimo za te, moramo biti tisti, ki smo pozitivni in ki imamo željo, da se v teh stvarih odvija. In takrat sem malo začel razmišljati o tem in sem ugotavljal, da je to čist res. Če mi ne bomo hoteli tega, noben ne bo hotel. Luka, to je bilo najlepše priznanje na enem predavanju. Vse drugo ni pomembno, važno je to, da se dotakne ta, v bistvu, da si to ponotranju ta v bistvu nujno pozitivno delovanje. Mislim, res malo se hecam, ampak dejansko tako mislim. No. Veš, tako, mislim, jaz sem ponovadi zmer neki kritičen, pa v bistvu neki iščem neke napake, pa ne vem kaj, že vsem kolno zadovoljen. Ne. Ampak realno je pa treba biti pozitiven, pa v bistvu reševati probleme, jasno, ko se bojo pojavili, ampak še zmeraj ostati pozitiven in v principu je lepo slišati. No. Ja. Če si ti tisti negativni, ne vem, zakaj se moram jaz pa vedno braniti. A veš zakaj? Ti se moraš braniti zaradi tega, ker odgovarjaš na maile. Jaz maile ignoriram. In potem pač ti odgovoriš, se prost. Ampak v bistvu dejansko je tako, no. Veš, to moraš malo zadihati, počakati, da mail pade dol s skrina, v bistvu, pol ga ne vidiš več, ne. Ne, to pri meni ne gre. Tako, za kontekst povem, Luka je v bistvu pri nas na fakulteti opravil ta speed building smart, ne. Tako da. Ja, in to še tam čisto na začetku, tako da mi smo bila tam na začetku njegove kariere, to ne bo zdaj mogel zanikati, to smo zdaj posneli. Ja, no to je bil ta dogodek Dialog 2024. Kot rečeno, z moje strani pohvala, sem tudi Alešo povedal na koncu tega dogodka, ko smo izmenjali par besed. Upam, da še pridejo taki dogodki, da bo imela ekipa dovolj energije, da jo bo še organizirala naprej, da bo našla zanimive predavatelje oziroma ljudi, ki bodo predstavili svoje projekte, pa seveda, da bo čim več projektov za predstaviti. No. Zdaj, tisti, ki pa mogoče niso Dialog so narejeni, bo pa zelo kmalu tudi konferenca Sibiu, ki je pa v bistvu čez 14 dni. Ja. Prideta, Luka, prideš na Sibiu? Pridem, ja. Prek danes sem se prijavil. Ja, mi so pa danes račun dobila. Ja. Tako da, če ne drugega, se pa tam vidimo. Tako. Matej, še kakšna sklepna misel? Bom prepuščal te zaključne misli, ker drugače bom sam kašelj spuščal v eter. Od kašlja svoje. Ja, danes je taka posebna epizoda, med drugim je Matej tudi pozabil povedati uvod, ne. Ne, sem ga nekaj tka, veš, tako malo sfejko, ne. Ja, no, tako da lahko na koncu povemo, da je to 147. epizoda BIM pogovorov. Je pa res, da je po skoraj pol leta. Razlogi za to so pa različni. Pa niso vsi razlogi samo v pomanjkanju časa, je tudi kak drug. Tako da, ja, upamo, vsaj naslednjo lahko obljubimo, da bomo povedali še kako o konferenci Sibim. Je pa letos tudi ena par dogodkov, no, ki bo vredno omeniti. Jaz se bom udeležil tudi konference ECPPM v Dresdnu, pa ena konferenca je OTMC v Šibeniku letos, pa konferenca V78 plus Building Smart v Maroku, kjer bom tudi najbrž se udeležil, tako naprej. Tako da,
če bo kak odziv, pa če vam bo zanimivo, povejte, lahko še kako oddajo posnamo. Ma Robi, pusti vdaje bomo že prezentičeš. Gostom in jasno drugim sovoditeljem prinesel zraven še kakšno darilo iz Maroka in Drezna in še odkot pol v redu. Poslal bom sonce, pa pozitivno energijo, kot ti Luka. To je to. Ej. No, evo, zaključno, Matevč, da me to pa ne boš kakor, če rečeš. Se vidimo, oziroma Ja, se vidimo, Luka. ki ga lahko Ne, Luka. najde. Ja, Luka, Kje te povej, lahko kako. najde. Tako. Kje me lahko najdete? Bolj težko, kje? Nimam prav, oziroma nisem prav na teh social media pa to, no, na mailu edin luka.brasaf@uni-pomišljajlaja.si. To je pa velika ne to, no. Ali pa tlele na Vegovi v pisarni. Ja, ne, da bi ljudi, ne, te format prostora. Če to radi službe, ne, pa To je. Ja, naj pa kaj, Matevš, Na mail oziroma ne pošlje na bimpogovori.si in v bistvu bo zbarva dobi nekaj. bolj mali od tega. Ja. Jaz pa še vedno na bimpogovori.si ali pa na robo, se slišimo na naslednji oddaji ali pa na kakšnem izobraževanju Building Smart ali pa se vidimo na konferenci Sibin čez slabih 14 dni. Odvisno, koliko hitro bom jaz to oddajo skrb spravil, ne. Full hiter. Bom full hitro, okej. Pa pa če Tako da bo več kot teden. Okej. V redu. Ej, Luka, hvala, ker si si vzel čas, pa se vidimo na Sibinu. Tako je. Hvala za povabilo. Adijo. Adijo.